Prehajamo na 5. točko, predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o kategorizaciji občinskih cest na območju občine Kamnik, prva obravnava. Predlog odloka je objavljen v gradivu številka 22, predlagatelj župan, poročevalka pa Brigita Avbelj. Besedo ima gospa Brigita Avbelj, izvolite. Hvala za besedo. Pozdravljen še z moje strani. Podjetje Lokus je v sodelovanju z občinsko upravo pripravilo predlog novega odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o kategorizaciji občinskih cest na območju občine Kamnik. Veljaven obstoječ odlok iz leta 2014. Občina je želela evidentirati več sprememb na občinskem cestnem omrežju, ki so nastale od leta 2014 do danes. Pravno podlago na ravni države predstavlja Zakon o cestah in pa uredba o merilih za kategorizacijo javnih cest. Podanih je bilo več predlogov novih kategorizacij, ki so upoštevane v predlogu novega odloka. Dodatno je bilo potrebno urediti več zarisov cest, odpraviti zatečeno stanje, upoštevati zgrajena krožišča. Upoštevanih je bilo nekaj predlogov krajšanj, podaljšanj in pa tudi predlogi ukinitev. Cestno mreže bo potrebno naknadno uskladiti tudi na stikih z gozdnimi cestami za Zavodom za gozdove Slovenije. Potrebno bo tudi nekaj uskladitev z sosednjimi občinami, torej uskladitev mejnih odsekov. Po upoštevanju pripomb in potrditvi predloga odloka v prvi obravnavi se odlok posreduje na Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo v pridobitev pozitivnega mnenja. Ko je mnenje pozitivno izdano, je odlok potrebno potrditi še na drugi obravnavi občinskega sveta. Ko se odlok sprejme in objavi, se potem uredi še podatki BCP, Banka cestnih podatkov, in pa vpiše nov sloj cest v zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture na Geodetski upravi Republike Slovenije. Naknadno bo potrebno izvesti še spremembo vpisa dejanske rabe cestnih zemljišč. Vaša občina ima dejansko rabo cest že vpisano, bo pa treba po sprejetem odloku izvesti še popravke. S tem bo občina uredila kategorizacijo glede na lastne potrebe in izpolnila svoje zakonsko določene obveznosti. Kategorizacija je živa stvar, odražati mora dejansko stanje. Tudi podatke o cestah je seveda potrebno konstantno posodabljati. Skupna razlika dolžin med odlokom 2014 in pa predlogom novega odloka je povečanje za 772 metrov. Torej gre za manjšo razliko, ki ne vpliva negativno, torej ne gre za bistveno razliko na proračun. Tako da to bi bila kratka predstavitev z moje strani, če imate kakšno vprašanje, pa kar izvolite. Hvala, zdaj v imenu občinske uprave bi samo rekel, da smo po 8 letih, hvala Bogu, prihajamo do nove kategorizacije, kar nekaj časa je bila zelo zaželena in kar nekaj potreb, ki so v tem predlogu vsebovani, in verjamem, da bo občinski svet potrdil dokument in potem, da bomo čim prej prišli do nove kategorizacije, ki bo kakšen nov odsek spremenila v kategoriziran, kakšno cesto tudi izvzela. Tako da odpiram razpravo, delovna telesa. Besedo ima Igor Žavbi. Hvala za besedo. V imenu statutarno-pravne komisije želim povedati, da komisija, ko je obravnavala to točko dnevnega reda, ni dala pozitivnega mnenja k gradivu. Razlog za to je, da meni zelo nenavaden. Moram reči, da sem prvič to doživel od konca leta 2014, odkar sem član občinskega sveta. Namreč med poročevalci ni predstavnika občinske uprave. Edina poročevalka je gospa Brigita Avbelj iz podjetja Lokus. Zdaj o sami vsebini pripravljenega odloka ne bom razpravljal, to je namenjeno kasneje, ampak kot predsednik statutarno-pravne komisije me pa čudi, da nimamo na občinskem svetu pri tej točki sogovornika iz strani občinske uprave, in me zanima, zakaj je temu tako. Kot sem rekel, to je prvič, kar jaz vem, tudi kolegice in kolege, ki imajo starejši, daljši staž od mene, sem spraševal, pa se nič ne spomnim tega primera. Hvala. Hvala. Svetniške skupine. Svetnice, svetniki. Besedo ima Igor Žavbi.
Hvala lepa še enkrat za besedo. Zdaj bom pa bolj vsebinski. Jaz sem pogledal, prebral omenjen dokument in sicer imam vprašanje in pa potem še nekaj dodatnih predlogov. In sicer zelo zanimivo mi je, da se kategorizira cesta Zgornji Tuhinj-Laze tam do spomenika. Namreč po mojem vedenju gre za poljsko pot, ki vodi samo do spomenika. Zanima me, kakšni so razlogi, da se ta omenjeni odsek kategorizira, kajti ne pelje do nobene stanovanjske hiše. Res, da je cesta oziroma pot v občinski lasti, ampak sila nenavadno se mi zdi, da se ta omenjeni odsek kategorizira. V medijih, na spletnem portalu Kamnik.info smo pred kratkim lahko brali o odseku v Češnicah. Jaz sem pogledal v vpisu, ta omenjeni odsek je občinska last in nekategorizirana cesta. Gre za odsek ceste, ki vodi do hišne številke 19. To je en odsek, ta odsek, ki sem ga pa omenil, ki je bil pa v medijih, je pa do hišne številke 4B, 6A in pa 17. Se pravi, dva odseka v Češnicah, Laze do hišne številke 3F, kljub temu, da vodi do nekaj stanovanjskih hiš, in pa da je zemljišče v občinski lasti, se ne kategorizira na novo. Predlog strani občanov je bil tudi podaljšanje odseka ceste, ki vodi do hiše Košiše 24C. Moje naslednje vprašanje pa je, koliko imamo izjem v občini Kamnik. Izjeme so tiste ceste, ki niso kategorizirane, pa vendarle jih občina oziroma koncesionar vzdržuje in izvajamo zimsko službo na njih, kljub temu, da niso kategorizirane ceste. Vem, da te ceste obstajajo, zanima me, koliko je teh odsekov in zakaj se teh odseki ne obravnavajo v predlogu nove kategorizacije. Pa še ena zadeva, ki jo že nekaj časa opazujem, jaz sem zdaj to preveril tudi na občini Lukovica, ali gre za tiskarsko napako ali dejansko obstaja krajevno ime Škajnovica. Po mojih informacijah Škajnovice ni. Gre za cesto Pšajnovica-Brdo, Podgora Zlatopolje-Šmartno v Tuhinju. Jaz mislim, da je zdaj idealna priložnost, da to spremenimo, kajti občina je deležna nemalo pogroma, ko pride do zapore ceste in tam piše Škajnovica. Gre za Pšajnovico. Zdaj, če se motim, kljub temu jaz pravim, da sem preveril tudi na občini Lukovica in tega podatka, da bi Škajnovica, ki obstaja, ni. Menim, da gre za cesto Pšajnovica, Brdo v Brše in predlagam, da se to ime potem do drugega branja tudi spremeni. Hvala. Hvala. Besedo ima Jože Korošec. Hvala za besedo, imam samo eno vprašanje. In sicer, če nekje se gradi hiša, 200 metrov od, se pravi, zdaj že kategorizirane ceste, kdaj lahko se da pobuda potem za kategorizacijo teh 200-250 metrov do te hiše, ali kot je, mislim, ko je gradbeno dovoljenje, ker se seveda gradbeno dovoljenje splačano s komunalnim prispevkom, ali potem, ko je uporabno dovoljenje z hišno številko. Kdaj lahko poda se predlog za kategorizacijo, samo to vprašanje. Hvala. Zdaj, jaz bi dal gospe poročevalki besedo, da odgovori na tisto, kar je že zdaj jasno. Glede ostalih vsebinskih vprašanj bo seveda odgovorjeno v gradivu za drugo sejo. Izvolite, gospa Brigita Avber. Ja, hvala za besedo. Zdaj, konkretno te predloge, ki ste jih navedli, ki so v občinski lasti, to seveda bomo preverili naknadno. Te pripombe, torej te predloge se lahko seveda dodajo, preden se oddaja gradivo na direkcijo v pridobitev mnenja. Kar se tiče predlagane kategorizacije do spomenika, bom rekla, jaz sicer ne poznam konkretnega primera, meni je bilo obrazloženo, da se tam na tistem mestu pri spomeniku odvijajo neke prireditve in da je to razlog za predlog te nove kategorizacije, torej ne samo, da je občinska lastnina, ampak dejansko, da zaradi prireditve, ki se izvaja. Potem, kar se tiče same kategorizacije, direkcija
za nove kategorizacije zahteva urejeno lastništvo. Torej, da je lastnik občina Kamnik oziroma da lahko gre tudi za javno dobro. V primeru, da temu ni tako, želijo, da je priloženo soglasje lastnikov, ki soglašajo k kategorizaciji. Pomembno je pač, da je cesta, kjer se predlaga za novo kategorizacijo, da je zgrajena v naravi in da predstavlja dostop do več kot enega objekta. Pač, če predstavlja dostop samo do enega objekta, načeloma govorimo o individualnem priključku. Izjema je možna, če gre za daljšo cesto, torej daljšo dolžino. Kar se tiče tiskarske napake, Pšajnovico, to bomo tudi preverili za drugo obravnavo. Tako da mislim, da je to, kar mislim, da sem odgovorila na te zadeve. Dobro, hvala. Še kdo? Ne, beseda ima Igor Žavbi. Ja, gospod župan, nisem dobil odgovora, zakaj ni sogovornika z občinske uprave pri tej točki. Namreč zdaj, ko govorimo o cesti do spomenika, smo videli, da gospa poročevalka ne ve, kaj se točno tam dogaja. Ne? Res je, tam je spomenik padlim med drugo svetovno vojno. Tam se odvija 2-krat na leto tudi proslava, ampak udeleženci tja pridejo peš. Večina udeležencev parkira svoja vozila pri pokopališču, potem pa se odpravijo peš do spomenika. In res, jaz pričakujem tukaj odgovor nekoga, ki pozna situacijo. Ne? To bi bil primeren sogovornik, nekdo z občinske uprave, ampak gospod župan, zakaj tega sogovornika nimamo? Sicer pa, kot sem že povedal, samo gradivo je v redu pripravljeno, je dovolj pregledno in mislim, da se lahko vsak iz njega znajde. Hvala, zdaj pobuda je bila podana in je predlagana v tem gradivu. Do spomenika, zdaj, če menite, da to ni v redu, predlagite, da ni v redu, pa bomo preučili do druge seje, da dejansko bomo tudi na gradivu odgovorili, zakaj ni poročevalca iz strani občinske uprave. To ni pravilo. Je nepisano pravilo, da je vedno tudi poročevalci iz občinske uprave, pa vendar je tukaj bilo s pogodbo naloženo izvajalcu, da je tudi poročevalec na seji in tukaj je gospa Brigita poročevalca. Do druge obravnave bomo pa tudi dopisali predstavnike občinske uprave. Tako da zaključujem razpravo o prvi obravnavi. Glasovali bomo o predlaganem sklepu. Občinski svet občine Kamnik sprejme odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o kategorizaciji občinskih cest na območju občine Kamnik v prvi obravnavi in pa drugič, predlagatelj naj pri pripravi predloga odloka za drugo obravnavo upošteva pripombe dane na seji občinskega sveta oziroma odgovori, zakaj jih ni možno upoštevati. Glasujemo. Magister Urban Brgant. Za. Natalija Berlec. Za. Karmen Dergan. Za. Anton Iskra. Za. Alenka Jevšnik. Za. Jože Korošec. Za. Dr. Jernej Markel. Za. Nives Matjan. Duško Papaš. Za. Božo Pilej. Za. Hančka Podbevšek. Za. Bogdan Pogačar. Za. Žan Potočnik. Za. Robi Prosen. Za. Dr. Janez Rifel. Za. Edis Rujevič. Za. Matija Siter Močnik. Za. Cvetka Knapnik. Za. Anton Tone Smolnikar. Za. Francis Pruk. Za. Marko Šarec. Za. Vojca Škrab. Za. Ivanka Očakar. Za. Karla Urh. Za. Aleksandar Uršič. Glasujem za. Žaklina Zdravkovič. Za. Grega Zorman. Za. Igor Žavbi. Za. Za je glasovalo 27 svetnic in svetnikov, proti nihče. Ugotavljam, da je sklep sprejet in točka zaključena.